Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V naslednji uri bi jo lahko poslušali v pesmi, ampak jo bomo tudi v besedi. Pozdravljen, gospod Nado Žgur. Lep pozdrav vam, gospa Nataša, in vsem vašim poslušalcem in poslušalkam. Glasba je vaše življenje, gospa Nada. Je. In ker je tako kakovostna, čutna, je tudi naša, premika naše življenja. Kdaj ste se zavedali moči glasbe? Pa ne govorim samo o slavljenju, o gospel pesmih, ampak sploh o glasbi, da je glasba neko angelsko besedišče. Ko tega še nisem znala ozavestiti, me je glasba pravzaprav mene posrkala. Nisem vedela, da sem jaz tista, ki bom glasbo izbrala. Je kar glasba mene izbrala. Pač toliko božjega je bilo položeno v ta talent, glasbeni, tako kot imate vi govor za besedo, tako imam jaz za glasbo. To me navdušuje še danes, to me izpolnjuje, to mi daje smisel vsega tega, kar recimo znam ali pa imam izkušenj iz vsega življenja. Ste na strani tiste teorije, da ima sleherni človek posluh, vsaj del posluha, da bi se lahko vsak naučil vsaj približno, vsaj nekoliko peti, presegate, da so ljudje, ki imajo izrazit talent in je na njih vredno vanje vlagati? Prisegam na oboje, pravzaprav, zato ker sej ni nujno, da smo vsi tako izurjeni pa izpopolnjeni v tem prepevanju, bom rekla, seveda. Tisti, ki se pač odločamo za ta poklic ali pa ki to počenjamo nekako tako, da bi bili zgled drugim, tam so zahtevnosti malo višje. Ko pa sem pri ljudski maši, recimo, pa mene prav nič ne moti, če kdo poleg mene sedi pa malo pobrunda ali pa ne doseže tiste višine, ki jo ima pesem za dosežt. Tako da jaz sem v teoriji za oboje. Gospa Nada, če smem poseči še nekoliko nazaj, rekli ste, na nek način je glasba našla vas, ne da bi se vi v rosnih letih zavedali, želite z glasbo živeti, delati. Kako se je to zgodilo? Ker mi je mama povedala, mi smo stanovali v Mariboru na Slomškovem trgu, torej je bila stolnica preko ceste, moja prva povezava tudi z vero, in mama je hodila vsak dan k maši in kadarkoli se je kaj pelo, sem jaz že kot majhna punčka, sploh se ne zavedam tega, ampak je mama rekla, da sem hotela iti proč iz klopi, in pa sem se sprehodila po cerkvi in pela tako na glas, da so vsi slišali to je mama rekla. Potem pa me je v prvem razredu osnovne šole učiteljica razumela in je mami predlagala, da me vpiše v glasbeno šolo. Ta se je pa začela tista klasična pot, ko pridobivaš osnove opismenjevanja v glasbi. In seveda vedno bolj se je izražalo to, da rada pojem, ker ni nujno, če si glasbeno nadarjen, da si samo pevec. To je bilo vedno nek izraz mene. Kot rečeno, najprej sem začela v cerkvi in se naučila vseh tistih pesmi, ki jih ljudsko petje ima na repertoarju. Potem smo pa začeli tako malo po zborih, pa sem bila sprejeta na srednjo glasbeno šolo, tam sem pa vpisala najprej teoretični oddelek, pa solo petje, pa bobne oziroma tolkala, pa kitaro, klavir smo itak imeli zraven. Tako da je potem to nekako tako malo bolj v enem valu, ko bi rekla, zavalovilo vame. In od srednje šole sem pa vedela, da bo to moj poklic. Bila sprejeta na Akademijo za glasbo v Ljubljani, prav tako najprej na pedagoški oddelek, potem sem še solo petje vpisala, tako da imam te dve smeri nekako. Potem pa seveda, ko sem spoznala moža, ki je bil glasbenik, se je pa ta moj diapazon glasbe malo razširil tudi na druge stvari, ne samo na zborovsko petje in na cerkveno petje, ampak tudi na sodobne zvrsti glasbe. Ne vedoč, da je tudi v cerkvi recimo to že v tistem času, ko sva se midva spoznala, bilo precej dodelano. V Ameriki recimo, pri nas še ne. Ampak tako, da sem malo spoznala te različne stile, načine prepevanja, se veliko naučila, tudi na Akademiji za glasbo, potem na oddelku za petje, ob vseh ostalih inštrumentih, ki sem jih gojila, pa začela tudi počasi kakšno besedilo malo spisati.
pa melodijo in tako potem šlo naprej. Je bilo zahtevno, kar velik izziv, da je človek lahko prodrl s svojim glasom? So bila takrat sita ožja? Seveda z nečim se je treba primerjati, če primerjamo takratni čas z današnjim. Nekateri so bili izbrani, tisti izjemni, vrhunski in njih se je podprlo. Mnogo drugih je ostalo pa bolj v ozadju, ki je v senci. Danes je ta širina dobrih pevcev večja, se zdi, morda tudi zato, ker je več medijev, več mogoče medijskega prostora, da se izrazijo. Je primerjava pravzaprav zelo nekompatibilna, težko sodimo eno drugo, ali se vendarle lahko izriše ta tok, da ste bili v pravem času na pravem mestu? To bi rekla. V pravem času, takrat, ko se je odpiralo to malo razširjeno udejstvovanje v glasbi, da so takrat iskali ene take profile, kot sem jaz bila, se pravi, da sem brala note, da sem imela eno tehniko pevsko, da sem imela eno glasbeno širino, prepela sem ogromno literature že do akademije, tako da sem poznala od Bacha, Mozarta, Debussyja, recimo teh sodobnejših, pa sploh sodobne, moderne, klasične glasbe. Vse mi je pomagalo. Vse je Bog vzel v zakup in je tako nekako zapakiral, je rekel, to ti bo vse prav prišlo. Gospa Nada, se spominjam kot deklica, ker sem rasla v radiju, vašega glasu, kako ste prepevali. Zdelo se mi je angelsko, čisto, jasno, takšen lep glas in me zanima, verjetno je čudovito, ko človek sam pri sebi zasliši, kako se mu glas polni, oblikuje, čisti, postane res najlepša podoba njega samega. Tako kot je zagovorjeno besedo, če jo natreniraš, ujameš melodiko, glas, ki ti najbolj pristoji, ki je najbolj tvoj avtentičen. Je podobno z venom petja, z barvo glasu. Tako je, to je nekaj, kar ti je dano, ti lahko to barvo poglobiš v smislu, da jo obogatiš, da jo razširiš obseg in tako, ampak tista primarna barva glasu je pa toliko pogojena od tvoje fizionomije, ne, recimo nosne votline, ličnic, zob, grla in potem ves tale aparat, prsni koš, ne, in tako. A zato se z leti spreminja? To se z leti spreminja, ko rečemo, zdaj pa že bolj zrel glas, a ne. Ampak tista bit pa vedno ostaja, ne, tist, kar je Bog usadil. Seme je eno, a ne. Ti lahko potem malo širiš te svoje veje, pa ne, ampak korenina je ta v Bogu in glas je prepoznaven. Ne vem, lahko se gremo umetnost, pa rečemo, ja, ta pa zna fajn imitirati, pa zveni čist kot ta, ampak zdaj mi dve govoriva o poslanstvu tega talenta, ki ga nosiš, a ne. Poslanstvo mojega talenta ni, da imitiram zdaj nekoga, čeprav jaz občudujem te ljudi, ki to znajo, zmorejo, znajo tako vzpostaviti ves ta aparat, recimo v ustni votlini in dihanje samo in vibracije in tako, ampak govoriva o tem, kako mi stopimo pred Boga, pred njega, ki ti je ta talent dal. Kaj se bom zdaj nekje afnala pa zmišljevala, zdaj znam tako. Ja, lahko pojem klasiko, lahko pojem popularno glasbo, lahko pojem jazz, lahko pojem slavilno glasbo, ampak to je še vedno jaz. Vaša pesem me vedno povzdigne, tudi čustva privrejo, ne glede na to, ali vas poslušamo v tistih zgodnih pop zabavnih pesmicah, popevkah, ali pa zdaj v tej slavilni, res globoki, duhovno prežeti pesmi, ste tudi vi tako čutili, čeprav pravite, da v veri vzgojeni, potem kot vsi mladi, vero nekoliko damo v stran, ja, se poglabljamo bolj v neko svojo poslovno pot ali kariero, izrabljamo priložnosti. Danes je seveda vaša pozicija drugačna, odkrito govorite o veri, pojete o Jezusu, o prežetosti, o Bogu in z njim, ampak se vam zdi, da je bilo že nekdaj pri vas tako, da ste se preselili v neko drugo stanje, ko ste zapeli. Morda zato tako močno občutje tudi pri poslušalcih. Gotovo, ampak moram priznati, da je to v glavnem počel Bog, ne, da me je on postavljal, jaz nikoli nisem nekako trudila. Ja, je bilo včasih kaj za odinterpretirati, recimo v klasiki je veliko tega, ko moraš tam eno vlogo, recimo kot sopran, moraš poznati te glavne vloge, Mozartove in Verdijeve in tako, da se postaviš v tisto zgodbo, a ne. Je igra zraven. Ja, tako, ampak tvoja čustva
naj bi bila vedno primarna, zato meni recimo nikoli ni šlo, da bi znala ali pa želela najprej interpretirati kakšne take malo bolj, mogoče malo pregroba beseda, malo bolj prostaške trende. To mi ni bilo dopustno, ne. Tudi brala ne bi kaj takega, recimo v nastopanju. Tako da pri petju ta čustvena plat, seveda, mislim, najlepša je, ko ti stopiš pred Jezusa in mu lahko poveš, koliko veliko ti pomeni in kaj vse veš, kaj bi bil v bistvu brez njega, in to so te najmočnejše emocije meni. In tudi vidim pri tehle mojih pevcih, ki so, nekateri tudi ne prakticirajo vere, ker pač niso bili vzgojeni, ampak se skozi nas držijo, te naše skupine, alfa in omega, in hočejo izraziti ta čustva, ki so drugje, bom rekla, kar hočejo tako reči, da so neuporabna za nekaj drugje. Ampak na odru, ko slavimo stvarnika, pa postanemo vsi slavilci, a ne? Tako da tudi, ne vem, čustva so vezana malo na to, ali si ti veren, ali nisi veren, ampak primarno pri pevcih je to, da hočeš ostati iskren in verjeti v to, kar oznanjaš, kaj izjavljaš, kaj so to za ene besede, in kaj te besede tebi dajo. Kje najdejo tisti koren, iz katerega pol nekaj zraste, da se sliši kot zvok. To te preoblikuje, izraziš navzven, ampak se zgodi tudi vzajemno. Absolutno. In to vidite na odru in kako se takrat počutite? Ja, to je čudovito. Mislim, mi smo... Ko zrete v to preobrazbo nekoga, ki sicer ne prakticira duhovnega. Tako. Ne, čist se predajo. To je čudež, ne? To so tisti magični trenutki ali pa čudežni trenutki. Se zgodi milost do besede. Ja, milost se zgodi. Res, in to ali pojejo balado, ali pojejo up tempo te energetične stvari, a ne, ko z energijo slaviš, ali pa ko si v nekem meditativnem stanju, vidim, da jih pritegne. In to mi je potrdilo, ne, zakaj tako radi prihajajo, ne, ker čutijo, da je treba to tudi znati izraziti, ali pa si želeti, ali pa kar enostavno vre iz njih. V lepem spominu imam gala koncert. Ja, v spredju skupino Alfa in Omega. To je bil večer pričevanja in kako odmeva. Kako ste bili čudoviti pričevalci. Še zdaj kdo ustavi in se spomni tega, ja? Ja. Dobesedno besed se spominjajo, pripovedi in vse je bilo res lepo povezano. Ja. Jaz se spomnim škofa Stresa, je po koncertu dal izjavo, ki se mi je tako lepo zdelo, je rekel, to je bil pa večer, ko je bilo vse malo drugače. Pričevanja, ki so se tako oplajala z glasbo, ki je bila pa čist nekaj drugega, kar smo mogoče pričakovali ali pa kar smo doživeli do takrat, ne. Je pa to zdaj že res dolg časa, to je pa zdaj že 15, sigurno. Ja. No, ker gospa Nada, saj to se ni zgodilo kar tako z odločitvijo. To je bil proces, da ste prišli od svojih začetnih glasbenih del zdaj do te močne slavilne gospel glasbe, kaj ne? Tako je. Kje so ti mejniki, kjer se lahko zdaj zaustaviva? No, mejnik je bil gotovo ta, ko sem po milosti Božji ozdravela in izkusila Božjo in božansko moč na svojem telesu. Zbolela sem od te moje angažiranosti v vzgoji pevcev, ker sem pač poučevala na srednji glasbeni šoli oziroma konzervatoriju in v Gradcu na Kunstuniverzitetu, na Univerzi za upodabljajočo umetnost na Inštitutu za jazz. In to je bilo, zgleda, prenaporno za mene, se vidite, kakšna sem bila. Izčrpana, čist, zgorela in se je izkazalo, da je bila diagnoza kar huda, bila je epilepsija. In v tistem času je pol kmalu prišel v Ljubljano karizmatik Emilien Tardif. Mnogi se ga še spomnijo, bil je 2-krat v Ljubljani, no jaz sem leta 96 šla ravno zaradi tega, ker sem predtem pregorela in me je moja prijateljica poslala tja. Je rekla, pejt na ta stadion, za Bežigradom je bil takrat na odprtem ta seminar, 2-3-dnevni, jaz sem šla zadnji dan, nedeljo popoldne, tja in moram reči, da sem bila nejevoljna,
ker me je malo silila prijateljica, ker je vedela, da sem jaz tako na robu, ja, ne. Ampak ko sem prišla tja in doživela ta božji dotik, najprej ta stik z občestvom, z verniki, ki ga dolgo nisem prakticirala. Jaz, odkar sem prišla v Ljubljano, je moja vera zdrsnila skoraj do nič. Nikoli nisem seveda norčevala ali pa zaničevala vero ali pa vernike, ampak sama enostavno sem prišla v tako družbo, moj mož ni bil veren, njegovi niso bili verni in tako. In nisem vedela, kaj se pravzaprav v cerkvi dogaja. Jaz nisem vedela, predtem pa sem bila kot najstnica, do najstništva sem bila vzgajana v veri, a ne, in nikoli niso govorili, da je Jezus lahko še danes živ, da dela. Nekako smo vedeli, da je umrl, da je vstal, ampak je gor, ne. In ko sem to izkusila takrat na stadionu, da je pa to zares močno in takoj se me je dotaknilo. Dotaknile so se me slavilne pesmi, ki je tam en zborček pel na odru, je bil čist na onem drugem koncu stadiona, jaz sem sedela čist tam pri vhodu, pri vratih. In ker je bil gospod pater Emilijan Tardif karizmatik, je molil za ozdravljenja. In jaz v tistem hipu niti nisem molila za sebe, molila sem za brata, ki je imel druge težave, oziroma predala sem ga, niti moliti, če nisem znala v tem smislu, da moliš odprto, spontano. In ko je pater Emilijan rekel, da zdajle Jezus ozdravlja 3 ljudi epilepsije, sem bila jaz res fizično dotaknjena, začela malo drgetati, trest, orenk, ne. In doživela to izkustvo tako globoko in tako močno, pa nisem razumela, jaz sem se bala, da je spet en epileptični napad, ne. Ker stvari so malo podobne, če gledaš, kako božja sila, ko pade na tebe, a ne, se spomnimo apostola Pavla, ne, padel dol, oslepel, nič ni videl, gluh, nem, ne, na pol. Tako da to je bilo za mene tako močno in ne samo, da me je Gospod ozdravil te bolezni, ozdravil je tudi mojo nevero. Tega sem se pa v zadnjem času vedno bolj zavedla, ker ko smo odhajali iz stadiona, sem slišala, kako je ena gospa, ki je hodila pred mano ven iz stadiona, rekla, ma ja, se meni je zdaj fajn, boljše me, sem Bog ve, koliko časa bo to trajalo, ne, se to. Kaj, sem rekla, gospa? Gospa, ne smete to govoriti. Gospod vas je ozdravil, kaj zdaj? Ne? In jaz, ko sem prišla domov, tako prepričana v to oblast nad vsem človeštvom, nad stvarstvom in nad vsem, da je mož takoj opazil. Je rekel, ti si šla tja bleda, siva, z bledimi ustnicami, prišla si žareča, prekrvavljena domov in jaz sem mu rekla, lej, dečo, nič ni več tako, kot je bilo. In ko ste vprašali o nekih mejnikih, ne? To je to. To je to. Takrat je stvar popolnoma drugačna. Vas občudujem, ker ste se tako korajžno podali tudi potem v iskreno pričevanje. Se nikdar niste spraševali o zadregah, prilagajanju, ste šli takoj na polno. V to verjamem in to živim. Ja, tako. In to počnem tudi danes. Počela sem to tudi, seveda, ko sem bila še v službi. Recimo smo imeli takrat te akcije 40 dni za življenje, smo molili pred porodnišnico. So prihajale ven iz ginekološke klinike kolegice iz šole, ne, saj veste, ženske imajo preglede in tako. In meni je bilo to v čast. Tako mi je še danes, ne. Je pa res, da je prav, da nismo. Se veste, kad ti doživiš spreobrnjenje, ti bi rad cel svet spreobrnil, ne. In pol vidiš, da to ne gre tako. Da tudi Gospod je za mene rabil kar nekaj dolgih let, da me je spravil na kolena, tako rekoč, da je to odprlo moje srce, ne. In tako da je treba rekla, modro dozo, ki jo pa seveda lahko tudi samo Sveti Duh tako inicira, vate počasi spušča po kapljicah, dokot smeš pri nekom, a ne. Pri enih greš lahko direkt, ne. Recimo ene par učenk, ne 2 ali 3, so se tudi krstile.
zaradi besed, ki sem jih izrekla, molila za njih, jih povabila k slavljenju in tako. In so se celo krstile. Kakšni pa prihajajo zato, ker se, tako kot sem rekla prej, počutijo neizpolnjeni na tistem, kot je rekel sveti Avguštin, ne? Duša ni mirna, dokler ne počije v Gospodu. Vi ste začutili ta njegov objem. Ja. Ste si ga potem vedno znova zaželeli, ker vendarle nas ne obdarja tako pogosto s tem ali pač, gospa Nada, kakšne so vaše izkušnje? Kolikokrat je bilo še tako silovito? Silovito je lahko pravzaprav, kaj jaz vem, pri vsaki skladbi, če se vržeš noter, a ne, in če greš. Ampak glede na to, da so zdaj tudi leta že tukaj, pa nekako si en vzorec za ljudi, hočeš širiti en mir, da preko miru pride maksimalno do sočloveka, a ne, je pametno se vzdrževati, čeprav po naravi sem tako energična in temperamentna in gostobesedna, pravi moj mož tudi. Ampak v teh stvareh pa nekako poslušam, no, to modre nasvete Boga. Verjetno je prav, če poslušava kakšno skladbo. Bova poslušali kaj iz preteklih let ali poslušava nekaj, kar se bo slišalo na velikonočni ponedeljek, pa najprej pesem napoveva, pa potem kaj več o koncertu, ki nas čaka, ki se ga že veselimo. Ampak vi izberite. Jaz bi rekla, da ta milost, ki je tako podarjena po Jezusovem trpljenju, ta milost, ki jo je postavil pred trpljenjem, postavitev svete Evharistije, s katere živimo, smo in se hranimo in dihamo. Se mi je zdelo tudi tako povedno, ko ste me poklicala in ste rekla na četrtkov večer, na velikonočni četrtek, in se ne morem izogniti skladbi z naslovom Mana. Je sicer v angleščini, ampak se toliko besedilo ponavlja, ko pravi I am the bread of heaven, I am the bread of life, he who eats this bread will live forever. Tako da bi predlagala te preproste besede, čudovito skladbo, ki smo jo izvedli tudi v Cankarjevem domu na gala koncertu leta 17, ampak ta posnetek je kasnejši, tako da se mi zdi bolj nekaj živega, da predstaviva. Poslušajmo v izvedbi seveda skupine Alfa in Omega. Alfa in Omega, avtorja Bobbyja McFerrina. Bread of
body which is given for you. I am the bread of heaven. I am the bread of life. I am the bread of heaven. The bread of heaven. The bread of heaven. The bread of life. Come and taste all the life that's true. Jesus' body was broken for you. Taste and see that the Lord is good throughout eternity. Come and eat all the heavenly bread. Sit at the table and you will be fed. Taste and see that the Lord is good throughout eternity. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given. This is my body which is given for the sin of the world. Take, eat, this is my body which is given for you. So take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. Take, eat, this is my body which is given for you. This is my body which is given for you. This is my body which is given for the sin. My body is given and broken for. Take it and eat forever and ever. Slišali smo pesem z naslovom Mana v izvedbi skupine Alfa in Omega. V našem studiu je gospa Nada Žgur. Gospa Nada, ko se pripravljate na velikonočni ponedeljek na nastop, na koncert, kako drugače je praznovati, je podoživljati velikonočne praznike, posebej to sveto tridnevje, v katerem smo, ko imaš tako intenzivne priprave tudi z glasbo? Kot ustvarjalko vas to vprašam. Ja, veste kako, nekaj je, kar pada v ta postni čas, in ta skladba je za mene tako močna in govori o tem, kar je bistvo tega postnega časa. Tam je Gospod vzpostavil sveto Evharistijo, ki jo je zapustil. Seveda je moral potem še trpeti, iti na križ in doživeti vsa ta poniževanja, biti slečen na križu in umreti za nas, zato da je lahko vstal. Ko razmišljam jaz o vstajenju, me prežemajo v globini neka ista čustva, ampak navzven se izražamo pa z to radostjo, z tem prekipevajočim navdušenjem nad dejanjem, ki se je udejanilo na velikonočno nedeljo zjutraj. In to potem pelje do ponedeljka in tam se seveda zgodi še Emaus, in oživitev vere in opolnomočenje naše vere, da verujemo, v čem je point, v čem je bistvo, v čem je globina naše vere. Doživeti Gospodov dotik, vi ste ga, omenili sva dogodek na Plečnikovem stadionu za Bežigradom.
In ko doživiš ta dotik, potem je gotovost rojena, gotovost tudi večnega. Ampak kako nas glasba lahko premakne, morda bolj kot še tako premišljena in teološko izdelana razlaga, da večnost obstaja, da večno življenje je, da je to naše bistvo. Iz konca preidemo v nek lep nov začetek, ki je bolj svetav. Gospa Nada, ker tu je največ dvoma v tem človeku, ki je tako na vtip, na videno. Je glasba tista, ki dejansko lahko naredi ta preskok? Pomaga. Lahko pomaga. Ko doživiš eno tako močno ozdravljenje, je v tebi izbruh zahvale, hvaležnosti. In ta hvaležnost te vodi pol tudi, ko izbiraš skladbe, ko greš na en tako veličasten dogodek, kot je velikonočni koncert, ko se ne počnemo nič drugega, kot da smo tam za Gospoda. Je pa to proces, a ne? Mi 2 meseca imamo intenzivne vaje, prihajajo pevci več ali manj vsak teden, imam tudi več skupin, ker ne moramo vedno se vsi hkrati dobiti. In to nas nekako povezuje. Jaz verjamem, da tudi v njih raste ta doza tega navdušenja, entuziazma nad tem, kako bomo lahko eksplodirali z radostjo na velikonočni ponedeljek. Proces je seveda tak, da ko vložiš ti vse, kar ti Gospod daje, pa če se zavedaš, da je to nekaj tako lepega, nekaj tako globokega v tebi, ti nikoli ni nič težko. Je pa res, da smo grešni. Ne? In ko ste rekla, tist pok ozdravljenja, ja, to je tega ne moreš odtujiti, to je tle. Ampak smo grešni. Ne? In vmes, ko pademo v tej veri, glasba tako pomaga. A veste, ko se usedeš za klavir, pa si zapoješ en psalm, ki te pomiri, ko ti polaga besede na jezik, ki so v bistvu misli tvojega srca. Potem je to tisto, kar me zdaj sprašujete, ne? Če je to, to je hvaležnost, to je navdušenje nad tem, kar imamo, kar smo prejeli. In bi radi, da cel svet to sprejme, da to doživi. In hvala za to iskrenost, gospa Nada Žgur, da vendarle to navdušenje je, ampak ker smo grešni, seveda vsake toliko malce usahne, ker preizkušnje pa so. A čutite to intenzivnost? Zelo intenzivno, res v zadnjem času. Bolj se bližamo temu datumu, bolj so preizkušnje včasih na meji tega, da to vzdržiš. Detajli so nepomembni, ampak mi, ki to doživljamo, vemo. Res je, to so... V bistvu nam potem Gospod podari spoznanje, ker reče, lej, sej to je samo zaradi tega, sej sem tudi moral v petek dati tisto, kar je bilo treba dati v petek. Ne? Tako pač z vami sem do konca sveta, ne glede na to. In ko se ti zgodi nekaj zelo hudega, si rečeš, ampak lej, jaz imam Boga, jaz imam vse. Če mi pobegne, ne vem, kaj se mi zgodi, ne vem, kakšna tragedija, ne vem, kakšni stroški nastanejo, ampak jaz imam Boga, jaz imam največ. Ampak mnogi pa zaradi tega odpadajo, izgubijo vero. To je težko, to je težko. Ne bom pametna za starše, ki so izgubili svojega otroka ali pa svojega moža, ženo. Tega se ne znam še dovolj zavedati, ampak vem, da tudi njim je Božja moč tista, na katero se vedno lahko zanesete. Ravno prej, ko sem z enim problemom šla na neko ustanovo, mi je rekel, skoraj en vratar je rekel, gospa, za to stvar, ki ste pa zdaj doživeli, je pa samo molitev. Vam povem, samo molitev. A res, in to na ustanovi, ki je upravna, naša. Ne? Tako da... Je res. Ja. Kot poslan je bil tam. Kot poslan in potrdil. Potrdil je to, kar sem vedela, sem rekla, možu sem rekla, to so napadi. Pa ne samo meni, tudi drugim članom. Ne?
Gospa Nada, in prav lepo, da sva zdaj naredili ta most prav s to besedo molitev. Sem že prej postala večkrat pozorna, pravite, nisem se še takrat učila moliti, nisem še vedela, kako moliti. Kako spontano, molite? ja. Ja, ta spontanost. Kako vi doživljate in razumete molitev in nenazadnje, kako molite? Ja. Kaj vam je blizu? Zelo blizu mi je rožni venec tudi. Zelo blizu mi je ti rožni venci Božjemu usmiljenju ali pa predragoceni Kristusovi krvi, ampak ko pa beremo Božjo besedo in ko tisto stran zaprem in ko se spustimo malo pomeditirati, ne, to, kar smo lihkar slišali, kar nam Gospod govori, takrat se pa odprejo kanali, ko ti sebe prepoznaš v Božji besedi, ki si jo ravnokar prebral, včasih bolj konkretno, včasih vidiš hvaležnost in se zahvališ za nekoga drugega, ker veš, da je to zdaj besedilo za nekoga drugega. Takrat si najbolj rekla, tudi opolnomočen, ne, ker konec koncev najlažje je samo govoriti, Jezus, jaz te imam rad, Jezus, jaz te ljubim. Mislim, ja, je pomembno, vse to, najbolj, ampak nekako smo ljudje, ki se hočemo hraniti tudi s tem, kar iz tebe pride in kaj dobiš nazaj od Gospoda. Posebej še, kadar vedno moliva skupaj z možem, ne, imava to milost. To smo upokojenci blagoslovljeni s tem, a ne? In kadar pride do takih spontanih stvari, se tudi razčiščujejo življenjske stvari, zadeve, zase, za druge, za prijatelje, mogoče za te, ki kdaj prosijo, ali pa ko ti sam vidiš, to bi bila pa potrebna molitev na ta način, bolj konkretno. Tako da nisem samo spontana molivka, ne. Kot rečeno, k maši se trudimo res vsak dan iti, če se kdaj ne da, zelo čutim, da mi manjka, ampak to je tudi, bom rekla, ena taka zaokrožena aktivnost najine molitve. Ko ste se poglabljali v glasbo in pravite prav o pomoči moža, deča, ste spoznali širino, to ustvarjalnost. Kako ste našli veliko gradiva prav na gospel, slavilni, sodobni krščanski glasbi? Ste se zavedali, kako svet diha, koliko ustvarjalnega je tudi na tem področju? Preko našega radia smo se mi tega učili zdaj zadnjih 20 let na tem področju. No, nekaj je ta tradicionalna dediščina, bogata, katoliška, ne, cerkvena glasba, teh naših pesmi in teh tudi sodobnejših komponistov. Potem seveda veliko mi je pomagala ta karizmatična prenova v duhu na začetku posebej in tam sem nekako prvič spoznala, ne, da v bistvu, Bog ti je dal toliko znanja in moža, ki toliko dela s to vrstjo glasbe, to bi bilo treba pač malo oplemenititi, a ne. Ja, Gospod sprejme vse, kar se mu da na razpolago. Kot sem že rekla prej v pogovoru, tudi v cerkvi, ki grem, mene sploh ne moti, če nekdo malo pofuša zraven mene, sploh ne, ker vem, da je to Gospod čist drugače sliši, kot naša ušesa. Ampak istočasno pa tudi sem vedela, da sem poslana, no? Da je to nekako poslanstvo. A veste, če celo življenje hodiš v glasbeno šolo, študiraš glasbo, učiš glasbo, pride avtomatsko do nadgradnje in potem se to nekako samo razvija. Je pa res, da navdihujem se pa res vedno na Božji besedi ali pa na kakšnih dogodkih, ki so recimo en je vaš misijon, enkrat smo poslali pesem Zarja upanja, ki ima v refrenu Mi smo tvoji misionarji. A ne? In ko to slišiš, seveda potrebuješ eno živahnejšo glasbo, to se potem pokrije z projektom kakšnim. Ja, to so te stvari, ki dajo material, da pol delaš, ne? Ali pa prebereš res kakšen prekrasen psalm, kakor otrok je v meni moja duša. Ne? Recimo, to tako, tvoj otrok sem jaz, moja duša, ki bo večno živela. Jo pa sej, bi se najprej zjokal človek. Ko potrebujete kakšno razlago, nek globji duhovni uvid v recimo psalm, v nek zapis, najdete takšni ljudi okrog sebe? Jih je dovolj ali?
Veste kaj, danes je ta internet nekaj neverjetnega. Mislim, jaz res sledim tudi veliko spletnih strani, veliko Američanov, tudi Hrvatov, tudi Slovencev, konec koncev imamo tudi mi krasne pridgarje, ki nagovarjajo. Tako da ja, se lahko hranim. Izvir je še vedno močan glasbenega ustvarjanja, tako besed kot melodij. Ja, seveda. Še vedno. Seveda, kar naprej, kaj budne, ne izsiljujem, ne rečem si, ja, zdaj pa rabimo za ta koncert, pa rabimo nekaj novega. Ne, mislim, kar samo pride, pa se tako vpraša, kaj pa, če bi kaj z tega naredili? No, pa probajmo, ne, in pa se lotimo. Včasih je treba se ustaviti, pa počakati, da se dopolni ideja. Recimo ena taka skladba bo tudi Pot s podnaslovom, ki jo je moral prehoditi naš Gospod Jezus Kristus od četrtkovega večera današnjega, ne, do vstajenja, do nedelje, ne, en tak lok narediti v glasbi in v besedilih preko tega. Upam, da nam bo uspelo, to bo tudi premierno na koncertu in nimamo še tega posnetka. Mogoče bo posneto, pa bo kdaj naslednje leto prav prišel. Ker to me zanima, kako se odločate oziroma kakšne so želje po koncertih, po nastopih, tudi skupina to potrebuje. Seveda, mi smo zdaj že toliko v tolikih dvoranah, recimo Hala Tivoli, pa Cankarjev dom, pa ogromno cerkva, pa razne dvorane, ne. Tako da smo se odločili ponuditi ta program tudi dvoranam, recimo zdaj, ki so malo blizu, no, Ljubljane, ali pa tudi ne, no, bili smo v Semiču lani za veliko noč, pol smo bili v Grosupljem za Božič, zdaj gremo na Vrhniko. Tako da malo ponudimo, pa vidimo, kakšni so pogoji, če so dvorane predrage, pol pač odpade, a ne. Ampak vedno se potem nekako najde, da se to pokrije z prostovoljnimi prispevki, ker je vstopnine prost koncert. Mi ne prodajamo kart, ne. Na Vrhniki v tamkajšnjem Cankarjevem domu na velikonočni ponedeljek ob 18. uri. Pač zadnji dan praznikov, pa da potem imajo nekoliko prej. Ja, tako. Ob 18. uri. V programu repertoar, če še česa nisva. Seveda, mi bomo slavili, ne, to bodo tudi že znane uspešnice, no, z prejšnjih koncertov. Naš kralj živi, to je dan nad vsem, seveda ne moremo brez tega. Potem bosta Marija in Silvo Bukovec zapela Slavljenje, njuno skladbo. Potem imamo en tak jazz standard Dukea Ellingtona, ki ga bo zapela Aida, ki je tudi zelo dobra v jazzovski izvedbi. Ali je nič ni nemogoče, en tak že standarden, kako velik si moj Bog. Pol imamo tudi malo, oznanjujemo pro-life držo za življenje in imamo dve pesmi taki, kjer tudi lahko kaj o tem spregovorimo. Potem je tudi tempelj, ki govori o Svetem Duhu, ki biva v nas, a ne. In zaključimo z Božjo vojsko, ki nekako se imamo mi za Božjo vojsko, da prihajamo opogumljati ljudi z eno energijo in z idejami in z nagovori. In kot vedno bo povezoval naš koncert naš stalni član, ne samo vaš zaposleni, Marjan Bunič, in s tem res zelo lepo popestri koncerte. Tako da res vsi prisrčno vabljeni, bomo zelo veseli, če vas čim več srečamo. S pesmijo bova sklenili, še prej pa imava vsaj 5 minut, da narediva še nek povzetek, neko sklepno misel. Ko razmišljam o vaši poti, gospa Nada Žgur, glasba vas resnično prežema, živite za glasbo in toliko lepih sadov glasbenih ste dali tej družbi, z njo res ozdravljate. Kdor se seveda odloči, da okusi ta sad, to je res vsakomur na voljo. Ampak ob tolikih odrih, ob tolikšni prepoznavnosti začutili, kaj je uspeh, kaj je biti slaven, vse to, po čemer hrepeni na nek način človek, ker mu to daje občutek, da je slišan, da je sprejet, da mu je nekaj uspelo. Nek smisel prepoznajo v tem. Vi ste, hvala Bogu, doživeli tudi drugačno potrditev veličine življenja. Hvaležni verjetno za oboje, kaj ne? Ne bi izničili ne to prvo, dali vrednost samo temu slednjemu. Verjetno je bilo dobro, da ste začutili tudi to prvo, da se človek zaveda duhovne prebojenosti ali pa, da vas je Bog prepoznal in vas poimensko pravzaprav izbral. Priznam, ja, brez tistega prej, verjetno ne bi bilo v taki meri
potem. Ja. In jaz gledam na to, ko ste omenila popularnost in to in ime, to mi je tako še vedno tuje. Enostavno na to ne smem pa se delati zelo lažno ponižna, ampak gledam na to kot, ja, ljudje so prepoznali to božje delo v tem, zaradi tega so sprejeli ali pa sprejemajo nas, nočem pa na noben način se izpostavljati v tem smislu, da sem jaz zdaj tista zvezda, ki bom nekaj pokazala. Sploh ne, mislim, jaz brez te skupnosti alfa in omega ne morem nič. Ne? Kaj čem pisati neke take sofisticirane aranžmane mal, pa neke vaje dela tam, če ne bi nihče prišel na vaje. Ne? Tako da priznavam to karizmo, da zmorem zbirati ljudi, povabiti in jih voditi v neki smeri. Ampak potem naprej je pa vse Gospodovo. Tako da ta slava in to nič ne nuca. Nič ne nuca. Zato, da delaš to na način, da eventualno še komu pokažeš lepoto, globino te naše vere. No, ker smo pa videli osebnosti, ki so bile slavne v tej popularni industriji, ampak kolikšna preobrazba se je zgodila prav preko sočutne, svobodne glasbene poti. Dobesedna preobrazba osebnosti. So bila spreobrnenje na nek način, ne morda nejasno izražena, ampak se je videlo po poti njihovega življenja. Bogu hvala. Res, če ne, jaz večkrat, ko rečem možu, sej, če zdaj ne razumejo, še ne kapirajo, ampak tisti dan, ko bodo odšli, bodo imeli kaj Gospodu dati. Ja. Lej, takrat sem vložil ta talent, ki si mi ga dal, pa nisem znal in vedel, nisem bil še toliko zaveščen. Evo, tole ti zdaj lahko dam. Je največji sad vašega življenja v glasbenem pomenu prav skupina Alfa in Omega, ker vam je v veliko veselje. Tako. Kako se je to zgodilo? Veste kaj, to je tudi naporno, ker se dogaja, sej veste, mi so mladi, ne, pevci, jaz sem jih dobila nekako v roke, bom rekla, ko so bili najstniki. In zdaj so oni poročeni, imajo otroke, eni imajo 2, eni 3, eni 4 otroke in se rojevajo otroci in to je treba nekako znati usklajevati. Recimo na tem koncertu ne bo oseba, ki sicer vedno poje, se pravi, moram prirediti mal program tudi na te stvari. Potem sem odvisna tudi od tega, kdo od inštrumentalistov se lahko odzove, kdo ima čas, ne. Koga recimo lahko finančno tudi pokrijemo, ne, če ima take zahteve. Tako da veliko stvari je, zaradi tega je naporno. Ne. Sploh pa v zadnjem času, ko je treba oznanjevati, ko je treba se dati na razpolago medijem, da to oznanite in sem vam res izjemno hvaležna, da to lahko sporočimo. Ne. Drugače bi to ostalo v meni, mogoče bi se tudi lepo imeli lahko, a ne. Ampak vendarle vidim, da tudi vsi, ki sodelujejo z mano, ne, v Alfa in Omega, vsi želijo iti navzven s tem. Ne zato, da se kažejo kot oni, ne, kot pomembneži, ampak kot, da čutijo, da imamo nekaj dati. Gospa Nada, izreden vir navdiha tudi za vprašanja ste, ker znate zelo dobro ubesediti misli, ki jih potem smrtnik res razume, ker smo na tej poti, mislim, da res podobni smo si. V tem iskanju, upadanju, uhrepenenju. Samo nekateri slišijo, drugi ne in si želim, da bi se preko vaše glasbe Gospod mnogim oglašal. Zato kako poslušati glasbo, kako se ji odpreti, je priprava, preden zapojete, posebej, če je zbor, je teh še več. No, kako pa naj se kot poslušalec pripravim, da bom slišal, da bom brez predsodkov znal sprejeti, morda se mi pa na nocojšnjem koncertu, na velikonočni ponedeljek, recimo na vašem v Cankarjevem domu na Vrhniki, javi Gospod, morda pa. Ali pa vsakič, ko se bo preko radijskega etra oglasila slavilna beseda. Morda se me takrat Gospod dotakne. Zakaj se tega bojimo? Se dati na razpolago, se mu odpreti. Ste že vse povedala. Ko prideš preprosto, sprejmi to kot darilo, ne samo zaradi tega, ker stopnine ni, ne, ampak tudi zdaj imam priložnost, da se sprostim, ne bom gledal, kaj mi ni všeč, ne bom, ne vem, registriral stvari, ki ta trenutek niso
potrebne. V glavnem vse stvari tudi najavimo, povemo kakšno iskrico, kakšno navržemo in mogoče se že v tem najde kdo, nekdo se najde v veselju, nekdo se najde v tem, to sem pa jaz drugače doživljal ali pa sem mislil, da je to tako, zdaj pa vidim, da je tudi tako možno. Nekdo je v žalosti, se bo zjokal. Tako. Mene vaše pesmi včasih tudi v to popeljajo, da nisem sama v žalosti, v strahovih. Tako, tako. Še za poslednjo pesem imava čas. Katero izbrati za konec? Naj bo presenečenje. Najlepša hvala, gospa Nada Žgur. V ponedeljek pa nasvidenje v Cankarjevem domu na Vrhniki ob 18. na veličastnem velikonočnem koncertu. Dobrodošli. In najlepša hvala za to uro vašega lepega razmišljanja in hvala, ker ste veliko poguma. Naj se tudi, če bodo preizkušnje, pa zgodi toliko več milosti, gospa Nada Žgur, na vaši poti. Hvala, gospa Nataša, in hvala tudi vsem poslušalcem, ki se bodo odzvali na koncert. Pa seveda lepe velikonočne praznike. Enako vsem. Je v meni moja duša, kakor otrok v naročju svoje matere, potešim in umirim svojo dušo le v tebi, moj Bog, kakor otrok. Je v meni moja duša, kakor otrok v naročju svoje matere, potešim in umirim svojo dušo le v tebi, moj Gospod. Svoje mate
Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.